Zdaj bi se rad opravičil prvo vam in pa vsem gledalcem, da smo pač to sejo bomo izpeljali v dvorani Kulturnega doma Joža Ažman. To je samo z enim razlogom, pač pogoji, kakršni vladajo danes in pa situacija, kakršna je, jo vsi poznamo, nam ne dovoljuje, da se zbiramo v takem številu v manjšem prostoru, kot je sejna soba. Tako da smo prvo sejo, ki je v tej situaciji naredili tukaj v Ažmanovem domu, da zagotovimo tem pogojem. Seja je v teh pogojih ali pa zdaj že, rekel, mogoče kakšen prav, da je mogoče prezgodaj, lahko, ampak mislim, da je prav, da sejo začnemo, da obravnavamo mogoče točke, ki ne zahtevajo toliko debate, to so večinoma poročila, kajti v naslednjih sejah ne čakajo od poročil, kot so proračuni, rebalansi, zaključni računi, tako da mislim, da bo tam potrebno zagotoviti boljše pogoje in jaz upam, da to takrat jih bomo lahko zagotovili tudi v sejni sobi. Večina se vas je odločila za tukaj za sejo na odprtem v dvorani. Druga opcija je pa sicer še video seja, tako da je pač ste izbrali to. In prav je tudi, da danes začnemo, čeprav majhen zgodaj, s temu, da smo nekako vsi v toku dogodkov, da pričnemo že zdaj, da se nekako informiramo ali pa dobimo informacije, kako je bilo do zdaj, kakšna situacija je in pa mogoče kaj nas čaka, kajti naslednje seje, pa mogoče že kaj prej, bo zelo verjetno veliko govora o temu covidu, ampak po covidu, čeprav je mnenje, in jaz mislim, da je to verjetno res, da bomo s tem živeli kar nekaj časa, zato se moramo pač prilagoditi in zapeljati zadevo v življenje. Zato je tudi današnja seja mogoče majčkeno hiter, ampak začnemo na tak način. Upam, da bomo naslednjo sejo lahko zapeljali v boljših pogojih. Pa gremo takoj na pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje, pa bi prosil gospo Natašo Fujs, da prebere. Lep pozdrav. Na 11. redni seji občinskega sveta občine Bohinj je k točki 1 občinski svet sprejel predlog odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki. K točki 2 je občinski svet sprejel pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna občine Bohinj s sprejetima amandmajema. K točki 3 je občinski svet sprejel sklep o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in parkirnih kartic s sprejetima amandmajema. K točki 4 je občinski svet podprl sprejem zakona o spremembi zakona o Triglavskem narodnem parku in predlaga Državnemu zboru, da ga sprejme. K točki 5 je občinski svet sprejel letni program športa v občini Bohinj za leto 2020. K točki 6 je občinski svet sprejel akcijski načrt Zima v Bohinju. K točki 7 je občinski svet se seznanil z gospodarskim načrtom režijskega obrata za leto 2020. K točki 8 je občinski svet občine Bohinj se seznanil z dokumentom identifikacije investicijskega programa ureditev javne površine med potokoma Bistrica in Vodnikova cesta v Bohinjski Bistrici. K točki 9 je občinski svet sprejel DIP izgradnja parkirišča in obodnega zidu pokopališča v Bohinjski Bistrici. K točki 10 je občinski svet sprejel DIP kolesarska povezava Kamnik Bohinjska Bistrica. K točki 11 je občinski svet sprejel 3 sklepe
in sicer, da ne občinska uprava v predlogu investicijskega programa se opredeli do predloga Komisije za negospodarske dejavnosti v zvezi z gradnjo medgeneracijskega centra in gradnje varovanih stanovanj v obstoječem vrtcu. Občinska uprava naj v roku 2 mesecev predloži Komisiji za negospodarske dejavnosti cenitev društvenega doma in občinski svet sprejme DIP za projekt prestavitve vrtca ob osnovno šolo dr. Janeza Mencingerja. K točki 12 se je občinski svet seznanil z odzivnim poročilom na revizijsko poročilo Računskega sodišča iz decembra 2019. V točki 13 je občinski svet sprejel dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Bohinj za leto 2020. K točki 14 je občinski svet za mandatno obdobje 4 let imenoval uredniški odbor Bohinjskih novic v naslednji sestavi: Katarina Košnik, Mojca Polajner Peternelj, Klemen Langus, Lucija Grm in Adrijan Đuđar. K točki 15 je občinski svet sprejel sklep o imenovanju odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada. K točki 16 je občinski svet kot predstavnika občine Bohinj v javni zavod TNP imenoval Aleša Polanca in Bojana Travna. K točki 17 je občinski svet soglašal z imenovanjem Klemena Langusa za direktorja javnega zavoda Turizem Bohinj. K točki 18 je občinski svet imenoval Jernejo Potočnik za predsednico Komisije za gospodarstvo in podjetništvo. Ter k točki 19 sta bile podani 2 pobudi oziroma informaciji. Hvala lepa. Ima kdo kakšno pripombo na ta zapisnik? Če ne, predlagam sklep. Občinski svet občine Bohinj sprejme zapisnik 11. redne seje v predloženem besedilu. Kdo je za? Hvala. Sklep je sprejet enoglasno. Prosil bi še gospod Natašo Fujs, da nam prebere pregled zapisnika druge korespondenčne seje. Na drugi korespondenčni seji je občinski svet sprejel 5 sklepov, in sicer, da soglaša z izvedbo druge korespondenčne seje, da soglaša, da se odlok o porabi sredstev proračunske rezerve proračuna občine Bohinj za leto 2020 za sanacijo škode po naravnih nesrečah sprejme po hitrem postopku. S 3. sklepom je sprejel omenjeni odlok. S 4. sklepom se je seznanil s sprejetim ukrepom zaprtja parkirišč, ter s 5. sklepom je občinski svet menil, da je sprejet ukrep zaprtja parkirišč primeren. Hvala lepa. Ima kdo kakšno pripombo na ta zapisnik? Če ne, bi prosil, da vidimo, kdo je za tak zapisnik. Hvala lepa. Sklep je enoglasno sprejet. Prihajamo na dnevni red. Dnevni red je sledeč. Točka 1. Odlok o razveljavitvi odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najemu URL RS številka 34/96, uradni vestnik občine Bohinj številka 9/04, 6/05, skrajšani postopek. Točka 2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj, skrajšani postopek. Točka 3. Sklep o določanju izhodiščne višine najemnin poslovnih prostorov in garaž v lasti občine Bohinj. Točka 4. Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna občine Bohinj za leto 2020 za sanacijo škode po naravnih nesrečah koronavirus. Točka 5. Poročilo o poslovanju osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2019. 6. Letno poročilo Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2019. Točka 7. Poročilo o poslovanju knjižnice Antona Tomaža Linharta, Radovljica za leto 2019. Točka 8. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občine Bled, Bohinj in Železniki za leto 2019. Točka 9. Poročilo o poslovanju osnovne šole dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica za leto 2019. Točka 10. Poročilo turizma Bohinj, Zavoda za pospeševanje turizma za leto 2019. Točka 11. Predlog za oblikovanje oddelkov in zvišanje normativa v oddelkih Zavoda osnovne šole dr. Janeza Mencingerja za organizacijsko enoto Vrtec. Točka 12. Predlog za oblikovanje programa in odpiralni čas v Zavodu osnovne šole dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica
za organizacijsko enoto vrtec. Točka 13. Soglasje k sistematizaciji delovnih mest v osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica, za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2020-2021. Točka 14. Vprašanje, pobude in informacije. Ima kdo izmed svetnikov predlog za umik katere izmed točke? Ima kdo izmed svetnikov predlog za razširitev dnevnega reda? Ja, lep dober dan vsem skupaj. Samo pod vprašanje pobude informacije bi želel izvajati poročilo o temu, kar smo imeli mi točko na Komisiji za turizem in kmetijstvo, in torej to točka je turizem in kmetijstvo pred izzivi nastalimi zaradi pandemije. Hvala lepa. Jaz mislim, da mi ni treba dati to na glasovanje, če se strinjate, da damo to po točko razno, ali damo na glasovanje, da razširimo to točko razno za to. Gradivo v bistvu je bilo na komisijah, pa damo se na glasovanje. Kdo je za, da damo po točko razno to poročilo? Enoglasno sprejet, hvala lepa. Glasujemo po dnevnem redu v celoti. Jaz ga ne bom bral še enkrat, če se strinjate, razen tega, da je to pač po točko razno dodano. To je pod vprašanje ali pa pobude. Pa bi predlagal, kdo je za predlagan dnevni red? Hvala. Enoglasno sprejet. Ker imamo dva odloka, predlagam, da se v skladu s 86. členom poslovnika občinskega sveta pred glasovanjem v dnevnem redu, se upravičujem, to bi mogli prej narediti. Sprejet dva sklepa. Prvi sklep je: občinski svet občine Bohinj soglaša, da se odlok o razveljavitvi odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem v Uradnih listih občine Bohinj številka 9/04 in 6/05 sprejme po skrajšanem postopku. In pa seveda drugi je: občinski svet občine Bohinj soglaša, da se predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva občine Bohinj sprejme po skrajšanem postopku. Pa bom dal prvi sklep na glasovanje. Prvi sklep je: občinski svet občine Bohinj soglaša, da se odlok o razveljavitvi odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem sprejme po skrajšanem postopku. Kdo je za? Je kdo proti? Ni. Hvala lepa. Drugi sklep: občinski svet občine Bohinj soglaša, da se predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva občine Bohinj sprejme po skrajšanem postopku. Kdo je za? Hvala lepa. Sklep enoglasno sprejet. Prihajamo na točko 1, to je odlok o razveljavitvi odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem. Uradni list številka 34/96, Uradni vestnik občine Bohinj številka 9/04, 6/05, skrajšani postopek. Pa bi prosil gospoda Blaža Repinca za razlago. Lep pozdrav. Zadeva ni tako obsežna, zato je tudi obrazložitev dosti kratka. Bi sam na kratko povedal, da občina Bohinj je v letu 1996 sprejela odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem, v katerem je pač določila način oddaje, pa razne pogoje, pa določanje višine najemnine in vse te zadeve. Po tem odloku je pač občina Bohinj peljala postopke oddaje nepremičnega premoženja oziroma poslovnih prostorov v najem. Z sprejemom zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, kasneje zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je to materijo skupaj z
zakonski podlagi sprejeti uredbi popolnoma uredil in tudi ne dopušča kakšnih drugačnih načinov vodenja postopka, je postal ta odlok praktično neuporaben in se ga niti ni potem po sprejemu zakona in uredbe več uporabljalo neposredno, razen tiste tabelce, na podlagi katere je občina pred samimi posameznimi postopki oddaje poslovnih prostorov v najem določila izhodiščno višino najemnine. Glede na to, da je odlok nepotreben, ker se ga niti ne da uporabljati, je pač smiselno, da se odlok razveljavi, da ne bomo pač imeli uveljavi odloka, ki ni usklajen z zakonom oziroma že zakon in uredba vse te postopke natančno urejata. Zato se predlaga, glede na to, da gre samo za razveljavitev, ste tudi že potrdili, da se bo obravnaval po skrajšanem postopku, zato se predlaga sklep, da se ta odlok razveljavi. Na kratko to. Hvala lepa. Stališče Komisije za gospodarstvo in podjetništvo. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo je sprejela 2 sklepa, opravila je razpravo in sicer Komisija za gospodarstvo je opravila razpravo in je na to temo sprejela 2 sklepa. In sicer sklep 1. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo predlaga občinski upravi občine Bohinj, da pripravi celovit pregled vseh najemnih razmerij za nepremičnine in zemljišča skupaj s podatkom o ceni in uporabnim dovoljenjem. Ravno zaradi tega, ker smo bili mnenja, da v bistvu trenutno nimamo neke velike potrebe, da s tem hitimo in da sprejmemo nek sklep na hitro. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo zato predlaga županu občine Bohinj, da točko sklepa o določanju izhodiščne višine najemnin poslovnih prostorov in garaž v lasti občine Bohinj in odloka o razveljavitvi odloka o dajanju poslovnih prostorov v najem umakne iz dnevnega reda za toliko časa, dokler občinska uprava ne pripravi pregleda vseh najemnih razmerij. Hvala lepa. Zdaj mislim, za umik bi moglo biti to prej rečen, bi pa rad odgovoril eno stvar. Ta problem ali pa odlok je bil tudi verjetno sporna zadeva pri računskem sodišču. Mi smo to računskemu sodišču dali zavezo, da bomo izpeljali. Tako da, če ga jaz umaknem na začetku, tudi če bi bil predlog prej dosti zgodaj prišel, bi jaz ne bi umaknil, ampak bi vam dal na izbiro na glasovanje. Kajti, če jaz umaknem zadevo, se to ne vidi v zapisniku in gledano strani računskega sodišča mi nismo izpeljali tistega, kar smo pač obljubili. Zato je pač treba narediti zapisnik, karkoli, da se vidi, da smo mi zadevo izpeljali. Zdaj, to, kar je predlagano, se lahko potem rešuje, ampak važno je, da je šlo, da smo mi reagirali in da smo to ukrepali, tako kot je. Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja. Lep pozdrav še z moje strani. Komisija za urejanje prostora predlaga občinskemu svetu občine Bohinj, da sprejme odlok o razveljavitvi odloka o dajanju poslovnih prostorov v najem, Uradni vestnik občine Bohinj, številka 9046058Z. Hvala lepa. Odpiram prvi krog za razpravo. Prosim, zaparjavati moramo z roko, če je kdo. Ni. Potem sprejmemo sklep. Predlagan je sklep, da občinski svet občine Bohinj sprejme odlok o razveljavitvi odloka o dajanju poslovnih prostorov v najem, Uradni list Republike Slovenije številka 34/96, Uradni vestnik občine Bohinj številka 9/4 in 6/5.
Mislim, da tiste pripombe, za kar je naloženo, tiste ni treba zraven sklepa dodati. Prosim, da glasujete, kdo je za tak sklep. Sklep je sprejet, hvala lepa. Prihajamo k točki 2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj, skrajšani postopek. Prosil bi gospod Natašo Fujs. Hvala za besedo, lep pozdrav. Jaz sem bom na kratko predstavila spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj. Zdaj, osnovni pravilnik je bil sprejet leta 2015, prve spremembe in dopolnitve smo izvedeli v 2018, sedaj imamo pred sabo predlog drugih sprememb. Predlog teh sprememb je manj zahteven, saj pravilnik v osnovi dopolnjujemo z 2 novima ukrepoma, ter uvajamo nekatere manjše popravke pri splošnih določbah in trenutno veljavnih ukrepih. Če gremo pogledat same spremembe pravilnika, ki smo jih predlagali za današnjo sejo. V 7. členu, ki govori o splošnih določilih, ki so veljavne za vse ukrepe, dodajamo določilo, da se z javnim razpisom poleg podrobnejših pogojev lahko določi tudi omejitve ter upravičence za dodelitev sredstev. V 10. členu je v obstoječem pravilniku navedeno, da mora imeti upravičenec sedež ali lokacijo poslovne enote v občini Bohinj. To določilo razširjamo in navajamo, da je lahko pri posameznem ukrepu določeno drugače. To je mišljeno predvsem za ukrep za zimske centre, ki ga bom predstavila v nadaljevanju. V 27. členu so našteti vsi ukrepi, ki so predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika. Tukaj dodajamo 2 nova ukrepa, ki jih s tem pravilnikom predlagamo, in sicer spodbujanje začetnih investicij ter obratovanja zimskih centrov ter ohranjanje obstoječih zaposlitev v trgovinske dejavnosti in dejavnosti javnih storitev na podeželju. Prvi ukrep, ki ga s tem pravilnikom predlagamo, je spodbujanje začetnih investicij ter obratovanja zimskih centrov. Ta celoten ukrep se nanaša na vse zimske centre v času zimske sezone. Namen tega ukrepa je spodbuditi naložbe ter sofinancirati obratovalne stroške, ki nastajajo v času zimske sezone v zimskih centrih, za namene vzpostavitve boljših možnosti za razvoj, obratovanje ter tudi podaljšanje oziroma povečanje zimske turistične ponudbe. Predmet pomoči so predvsem sofinanciranje investicij ter obratovalnih stroškov, ki so povezani z zasneževanjem ter obratovanjem zimskega centra. Upravičenci do finančnih spodbud so samostojni podjetniki, gospodarske družbe, društva ter zadruge. Zdaj, edino pri tem ukrepu v celotnem pravilniku določamo možnost, da ima upravičenec sedež oziroma lokacijo poslovne enote poleg občine Bohinj tudi na območju Soriške planine. Zdaj, razlog je v tem, da tudi zimski centri oziroma zimski center na območju Soriške planine pomembno vpliva na zimsko turistično ponudbo tudi za naše bohinjske goste. Ta ukrep določa nekatere pogoje, in sicer, da upravičenec prijavlja naložbo za primer smučišča, mora imeti podeljeno veljavno koncesijo za žičniške naprave. Naložba mora ostati v lasti upravičenca vsaj 5 let in se mora uporabljati za namen, ki je predmet prijave. Pravilnik predvideva upravičene stroške, ki se lahko sofinancirajo, poleg obratovalnih stroškov, kot na primer elektrika, voda ali gorivo, tudi nakup naprav, opreme in strojev za obratovanje, vzdrževanje ter zasneževanje, nakup zemljišč, komunalnega opremljanja, projektne dokumentacije, razne licence, programi, patenti ali drugo tehnično znanje. Višina sofinanciranja se določi z javnim razpisom, pač odvisno tudi od razpoložljivih sredstev v posameznem proračunskem letu. Prav tako se podrobnejše omejitve določijo z javnim razpisom. Imamo navedeno edino eno omejitev, in sicer, da se naložba v opremo ali stroje ne sme uporabljati za nastanitveno ali gostinsko turistično dejavnost. Potem uvajamo eno spremembo v obstoječem veljavnem ukrepu za spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev.
Zdaj, v obstoječem pravilniku je zavedeno, da je upravičeno delovno mesto do sofinanciranja tisto, ki zaposli brez zaposleno osebo, ki je bila najmanj en mesec na zavodu za zaposlovanje prijavljena. Za razlog v tem, da to določilo črtamo, je ta, da se je v praksi pojavilo kar nekaj problemov, saj kar nekaj zaposlitev ni bilo upravičeno do sofinanciranja, naprimer prve zaposlitve mladih oseb ali tistih takoj po študiju, tudi stopnja brezzaposlenosti se je v zadnjih letih manjšala, tako da smo se v bistvu odločili, da se ta pogoj po potrebi lahko doda v javni razpis. Drugi ukrep, ki ga s tem pravilnikom predlagamo, je ohranjanje obstoječih zaposlitev v trgovinske dejavnosti in dejavnosti javnih storitev na podeželju. Zdaj, namen tega ukrepa je v bistvu ohraniti trgovine in poštne storitve po vaseh, da so dostopne vsem prebivalcem, predvsem tistim starejšim ali manj mobilnim, s tem se ohranja tudi zaposlitve in obstoj naših manjših lokalnih trgovin. Predmet pomoči po tem ukrepu so sofinanciranje ohranitve obstoječih delovnih mest in samozaposlitev, do katerih so upravičeni podjetniki ali gospodarske družbe. Ta ukrep ima navedenih kar nekaj pogojev za sofinanciranje in sicer prednostno so upravičeni do pomoči trgovine z živili, s kmetijsko opremo, s tehnično opremo ali elektrotehniko ter podjetja, kjer lahko občani koristijo poštne storitve. Zdaj, prednostno se sofinancira podjetja, ki imajo sedež ali poslovno enoto izven upravnega središča, izven Bohinjske Bistrice, razen v primerih, ko se le tu nahajajo edine tovrstne trgovine, ki pač prenašajo korist vsem prebivalcem. Se pravi, da je edina trgovina v Bohinju, v Bohinjski Bistrici in res prenaša korist vsem občanom. Obstoječa zaposlitev se mora ohraniti vsaj 2 leti po izplačilu sredstev, dodeli se do 3 minimalne mesečne bruto plače, za višino sofinanciranja se pa določi z javnim razpisom. Določena je omejitev, da če je v zadnjih 2 letih že prejel sredstva iz obstoječega ukrepa za odpiranje novih delovnih mest, do teh sredstev ni upravičen, po preteku teh 2 let se pa lahko pač prijavi tudi na ta ukrep in dobi sredstva za obstoječo zaposlitev. To je zdaj bil kratek pregled predlaganih sprememb. Če imate pa kakšno vprašanje, pa lahko še kaj bolj razpravljamo. Hvala. Pravosodje statutarno pravno komisijo. Statutarno pravna komisija soglaša, da se predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj sprejme po skrajšanem postopku. 5 za. Hvala lepa. Komisija za turizem in kmetijstvo. Ja, Komisija za turizem in kmetijstvo predlaga občinskemu svetu občine Bohinj, da se predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj sprejme po skrajšanem postopku. Drugi sklep pa je, da Komisija za turizem in kmetijstvo predlaga občinskemu svetu občine Bohinj, da sprejme pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj. Hvala lepa. Komisija za urejanje prostora. Ni bilo. Narobe napisano, se opravičujem. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo predlaga občinskemu svetu občine Bohinj, da se predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj sprejme po skrajšanem postopku. Hvala lepa. Odpiram prvi krog razprave. Če ni, predlagan sklep. Predlagan sklep je občinski svet občine Bohinj sprejme pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj. Kdo je za tak sklep? Hvala lepa, sklep je sprejet enoglasno. Hvala lepa. Prehajamo na točko 3. Sklep o določanju izhodiščne višine najemnin poslovnih prostorov in garaž v lasti občine Bohinj. Pa bi prosil še enkrat gospoda Repinca, da nam razloži. Ja, tako kot sem že prej nekako pojasnil, je tisti odlok, ki ste ga razveljavili, bil strani občinske uprave uporabljen bistveno samo v delu, kjer je določil izhodiščno višino najemnine
za poslovne prostore glede na lokacijo in glede na dejavnost. Glede na to, da so bile te vrednosti nekako primerjane z ostalimi občinami in da so se izkazale kot ustrezne, niso bile ne najnižje, ne najvišje, je predlagan ta sklep, ki bi omogočal občinski upravi kot upravljavcu premoženja, da v primeru, kadar se začne postopek oddaje poslovnih prostorov, garaž in podobnega v najem, izkustveno, na podlagi tega določi izkustvena višina mesečne najemnine. Načeloma oziroma v osnovi se zakon in uredba predpisujeta, da se izhodiščna višina najemnine, kar pomeni, da je to tista izhodišče, s katero se objavi namero o sklenitvi neposredne pogodbe ali pa da se postavi pogoj, da ne sme biti nižje, če se gre v zbiranje ponudb ali pa javno dražbo, da se določi s cenitvijo, ki jo opravi pooblaščeni izvedenec stroke. V primeru, da letna višina najemnine po izkustveni oceni ne preseže 10.000 evrov, cenitev ni potrebna. Včasih gre za manjše prostore, nižje zneske najemnin in mogoče uprava cenitve tudi z stroškovnega vidika ni potrebna oziroma upravičena. V takih primerih se izhodiščna višina najemnine določi izkustveno. Kolikor bi pa prišlo do tega, da bi izračunali višjo višino letne najemnine kot 10.000, smo pa itak dolžni naročiti in pridobiti cenitev za to, da dobimo to izhodiščno višino najemnine. V bistvu bi bil ta sklep pripomoček upravljavcu, to je občinski upravi, da ko dobi vlogo ali pa ko se začne dogovarjati o možnem najemu, lažje in tudi bolj objektivno izračuna tisto minimalno višino najemnine, ki jo mora prejeti za poslovni prostor. Glede na, kar bo zdaj verjetno tudi iz poročil komisij, ki so obravnavale ta sklep, je bilo kar nekaj pomislekov glede tega. Bi rad sam še poudaril, da ta sklep ni bistven oziroma nujno potreben, da bi občina lahko oddajala poslovne prostore v najem. Zdaj to izkustveno določanje višine najemnine lahko opravimo na podlagi preteklih najemnih razmerij oziroma v primeru, da ne vemo, a je poslovni prostor ustrezna višina taka, kot je bila recimo predlagan po tem sklepu. V vsakem primeru lahko, ne glede na to, da je znesek verjetno nižji kot 10.000 evrov na let, vseeno lahko naročimo cenitev in na podlagi tega tudi določimo to izhodiščno višino najemnine, kar smo tudi recimo naredili v primeru poslovnih prostorov na bivšega gradbenega podjetja. Tako da pričakujem tule razpravo, pa se bomo pogovorili, je pa to tisto izhodišče, ki nam omogoča, da hitro in enostavno zračunamo, koliko je primerna višina najemnine in se potem odločimo, vidimo, ali je potrebno narediti cenitev ali pa ne. Hvala. Hvala lepa. Prosil bi stališče statutarno-pravne komisije. Statutarno-pravna komisija soglaša s sklepom o določanju izhodiščne višine najemnin poslovnih prostorov in garaž v lasti občini Bohinj in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo je omenjen sklep obravnavala in kot sem že prej prebrala, je pač bilo mnenje Komisije za gospodarstvo, da je potrebno
sklep določiti bolj natančno in da ga zato naj ne bi obravnavali oziroma pač, da ga je treba dopolniti. Poleg tega smo pa zahtevali od komisije, od občinske uprave tudi to, da pripravi celovit pregled najemnih razmerij skupaj z uporabnimi dovoljenji in da šele potem bi lahko odločali o sklepu. Hvala. Hvala lepa. Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalna dejavnost. Komisija za urejanje prostora je po obsežni razpravi sprejela 2 sklepa, in sicer prvi sklep Komisije za urejanje prostora predlaga občinskemu svetu občine Bohinj, da počaka s sprejetjem sklepov o določanju izhodiščne višine najemnih prostorov, poslovnih in garaž v lasti občine, in drugi sklep Komisija za urejanje prostora predlaga, da občinska uprava pridobi cenilca, ki bo pripravil cenitev za določitev cen najema za poslovne prostore, pomožne prostore in garaže po različnih območjih in dejavnostih. Hvala lepa. Odpiram prvi krog za razpravo. Gospod Mencinger. Ja, hvala lepa. Jaz bom poskušal malo bolj razložiti, zakaj je na teh 2 komisijah prišlo do teh pomislekov. Ta odlok, ki smo ga uporabljali in smo ga ravnokar razveljavili, je bil sprejet leta 1996. Tam smo imeli praktično enako tabelico, s tem, da so bile tam cene v markah, takrat seveda logično. In potem je bil ta tabelica, ko smo prišli na evre, je bila popravljena leta 2004 in mi zdaj v bistvu povzemamo praktično leta 2020, mi zdaj povzemamo praktično enako tabelico z enakimi cenami, kot so bile sprejete leta 2004. Zdaj težko me bo kdo prepričal, da je izkustvena cena danes enaka izkustveni ceni leta 2004 oziroma celo nižja kot leta 1996. Saj smo imeli na primer za območje 1 dejavnost B leta 1996 11 mark, zdaj leta 2020 imamo pa 5 evrov. Menjalno razmerje, če se nas spomnite dobro, je bilo okrog 1,96, se pravi, če bi dali enostavno na pol, je to 5,5, mi imamo zdaj 5. Vmes v tem času je bila inflacija od leta 1996 127-odstotna, pa od leta 2004 28,9-odstotna. Se pravi, mi imamo pa zdaj nižje cene nepremičnin, ki jih oddajamo, oziroma pač te, ki jim rečemo izkustvene, kar seveda ne morejo biti izkustvene. Jaz ne trdim, da so zdaj te cene, tako so zdaj v tabelici, povsem zgrešene v primerjavi s tem, kar zdaj na trgu velja. Se mi pa zdi skrajno nenavadno, da povzemamo tabelico iz leta 2004 oziroma da smo cenejši od leta 1996, ker to pomeni, da smo bili pa takrat potem noro dragi, če so zdaj to primerne cene. Tako da jaz sem predlagal, tudi to, kar je komisija povedala, smo predlagali, da se pač pogleda, koliko so neke realne cene na trgu, da se ta tabelica malo predela, se mi zdi, da je tudi, mogoče se jo da bolj poenostavljeno narediti, razmisliti treba, so še ta območja toliko primerna, ker ločujemo Bistrco od Ribčevega Laza, pa stare Fužine, se mi zdi, da za ene primerno in recimo za lokal, da ni nobene potrebe, da je Bistrca dražja od Ribčevega Laza, recimo. Tako da jaz mislim, da bi bilo tlele smiselno to malo bolj premisliti. Jaz sem danes že tudi poslal občinskim uradnikom en pregled trga od 2017 do 2019 za celo Slovenijo, kakšne so cene pisarniških in pa gostinskih najemnin. Je zelo lepo narejen, tako da niti ni treba cenilca, če samo nekako to povzamemo, pa se pa zmenimo, da tle sprejmemo mi na občinskem svetu od teh nekako realnih cen, itak jih pa samo nižamo za te različne območja, pa za različne skupine oziroma dejavnosti, od društva do vsega tega.
Se mi zdi, da lahko pripravimo eno dobro tabelico. Se mi pa res ne zdi primerno povzemati eno iz 2004 praktično z istim cenami, reči, da so to izkustvene cene leta 2020. Se verjetno vsi spomnite, koliko je kruh takrat stal, koliko je bencin stal, tudi koliko so nepremičnine stale, koliko pa stanejo danes. Pa še enkrat, napravim, da so te cene res bistveno drugačne. Meni je v bistvu grozljiv, koliko je moglo biti to leta 96 drago, pa tudi 2004 je bilo to zelo drago. Ne bomo zdaj bistveno drugače pa še, ampak dajmo se upreti pač na neke realne cifre, pa se zmenimo, pa sprejmo tako tabelico, ki bo bolj življenjska. Saj, tako kot je rekel Blaž, če je pa več interesa, se pa tako ali tako lahko doseže višji cena. S tem se samo zavarujemo, da v primeru tega, kar se nam je pogosto v Bohinju dogajalo, da je bil nenavadno samo en interesent vsakokrat, da smo točno to tabelico uporabili in to ceno določili. Pa natrdim, da je bila zdaj nujno za vse primere preniska, ampak za marsikatera je pa bila. Toliko. Hvala lepa. Odpiram drugi krog za razpravo. Ni. Potem jaz predlagam sklep. Dam na glasovanje. Sklep je občinski svet občine Bohinj sprejme sklep o določenju izhodiščne višine najemnin poslovnih prostorov in garaž v lasti občine Bohinj. Sprašujem, kdo je za? Eden, dva. Kdo je proti? Ostali proti. Hvala lepa. Sklep ni sprejet. Prehajamo k točki 4. Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna občine Bohinj za leto 2020 za sanacijo škode po naravnih nesrečah koronavirus. Jaz bom majhen preden bo Silvo povedal par stvari, čisto na kratko. Jaz mislim, da vsi vemo, kako nekako nenadoma v bistvu je prišlo to med nas in moram reči, da jaz bom povedal samo to, da zaenkrat, da se zahvaljujem vsem ljudem in pa seveda vsem Bohinjcem in Bohinjkam za to sodelovanje, kar pa seveda ne govorim, da je tega že konec. Moramo se zavedati, da ta zadeva bo kar nekaj časa še z nami, vendar se bomo očitno mogli naučiti živeti s temu, pač to upoštevati in jaz mislim, da to, kar smo zdaj pokazali, mislim, da nam gre dobro od rok. Kot informacija je v bistvu samo ta, da okuženega zaenkrat pravim, nimamo in upam, da ostane na temu tako. Zdaj po določenih stvareh, kar razlagajo, ne vemo, je to dobro ali ni, ampak pustimo. Jaz mislim, da s tem smo dokazali, da znamo tudi zadevo resno vzeti v roke, tudi ljudje. Hkrati bi pa tukaj izkoristil priliko, da se zahvalim štabu civilne zaščite za reakcijo in pa za delo. Moram reči, da predno so določene občine ali pa sploh država, da na določenih stvareh reagirale, smo reagirali, se je nabavljala oprema, pomagali smo in tako kot trgovinam, kot zdravstvenemu domu ali pa domu za ostarele. Tako da moram reči, da vsemu temu delu, ki je bil do zdaj vložen, pa verjetno bo treba še, ne vidim nobene slabe stvari in jaz mislim samo plus, tako da mislim, da ni treba biti nobenega sram, nobenega od nas, tako da moram povedati, da marsikatera občina nas je podpirala, ker so nas spraševala, lahko to naredijo, da ne bomo kaj zamerili, ampak jaz mislim, da nam je to samo velik plus. Pa bi prosil Silvota za razlago. Hvala župan za besedo, pa en lep pozdrav. Zdaj, jaz glede na to, da je župan že kar podrobno tudi ostale ukrepe, ki z te porabe izhajajo, bi samo povzel tele številke. Skratka, na prejšnji korespondenčni seji se je pač potrjen bil odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za sanacijo škode po naravnih nesrečah. Vemo, da nalezljive bolezni pač padajo tudi med naravne nesreče. Zaenkrat je bilo predvidenih 40 tisoč evrov.
Do priprave poročila 14. aprila je bilo porabljenih 31.640,62 evra. Glavnina teh nabav predstavljajo zaščitna sredstva. Ključno vlogo je seveda odigralo skladišče civilne zaščite in seveda tudi same nabave robe, ker smo, jaz mislim, da še v pravem času zadeve popolnili in pa seveda lahko zalagali oziroma v pripravljenosti imeli tako za različne inštitucije, kot so zdravstveni dom, dom za ostarele, civilno zaščito in druge pripadnike sil za zaščito in reševanje to robo. Na drugi strani smo v prvih tednih s temi sredstvi oskrbovali tudi vse poslovne subjekte, ki so takrat mogli poslovati. Zraven so tudi bile porabljene sredstva za nakup hrane prebivalstvu. Veste, da se še vedno socialno ogroženim ljudem v karanteni, v samoizolaciji dostavlja hrana. Potem sredstva so bile porabljene tudi za zalaganje oziroma plačevanje zdravil v lekarni, sicer to je v bistvu najmanjši del. Glede na porabo v tem skladišču seveda smo sproti, kar se je pač dalo na trgu dobiti, tudi na nov seveda spet te zaščitna sredstva kupovali, tako da je pač stanje v skladišču skozi nekako vzdržujemo nek tak nivo, da tudi če bi prišlo do izbruha, da znamo seveda tudi z večjimi količinami postreči tako zdravstvenemu domu, kot tudi domu za ostarele ali pa kjeri drugi organizaciji. Predvsej je pa tukaj ključno to, kar je tudi župan omenil, da smo v bistvu šele čez 14 dni, 3 tednih prve pošiljke strani države, državnih rezerv dobili, tako da te prvi tedni smo v bistvu se mogli čisto samo na lastne zaloge zanesti. Če pogledamo še na splošno stanje v proračunski rezervi, stanje 1. januarja 2020 62.204,50, potem vsak mesec v to proračunsko rezervo za naravne nesreče odvajajo sredstva iz proračuna, tako da je bilo od januarja do marca noter vplačanih 8.750,01 evro. Poraba, tako kot sem že rekel, v letošnjem letu je 31.640,62 in stanje v proračunski rezervi 39.313,89 evrov. Zdaj pa samo še tale del, skratka, na podlagi tega odloka je za ukrepe COVID predvidenih oziroma je razpoložljivih 40.000 evrov od tega sklada, tako da glede na porabo 31.640 je za ukrepe COVID na voljo trenutno še 8.359,38. Zraven ste dobili tudi tabelo, majhen za informacijo, kam so bila ta oprema razdeljena. Tako, kot je bilo omenjeno, bi tukaj res sam izpostavil, da kupičili zaloge tam, kar ni bilo zaenkrat še potrebe ali pa žarišča nismo, ampak smo pač zalogo v skladišču imeli. Za tiste prve ukrepe smo, mislim za prve ukrepe, za prvo silo so vsi robo dobili, tisti, ki pa potem se jo porabljajo, smo ga pa tudi sproti oskrbovali oziroma jih še oskrbujemo. Tako, ne bi na tej točki zaključil. Hvala. Hvala lepa. Preden dam besedo komisijam, jaz bi rad še to povedal, verjetno za poznejšo razpravo, če bo občina sigurno, da zdaj smo imeli pač ukrepanje z maskami pa z vsem, verjetno, da bo to še. Naslednji korak pa bojo verjetno potrebe po pomoči ali pa po reagiranju, kako nekako pomagati prebivalstvu ali pa bom rekel firmam. V ta namen bi rad povedal to, da ste vsi bili obveščeni, da smo nekako z moje strani, ne moje predlaganje, ampak županova komisija, ne bi se tako reklo, zato ni šla na volilno mandatno, smo predlagali, da bi bila ena komisija, korona komisija, ki naj bi določene zadeve, pa ne zdaj recimo glede te proračunske postavke, ampak na splošno kot pomoč, da bo zadeva hitrej pa bolj agilna, smo ustanovili. Moram povedati, da sem dobil vse predloge, vas je 9 skupaj s 3 na občini, tako da komisija je, bom rekel, ustanovljena, jo bomo ustanovili. Vsi, ki so v tej komisiji, bodo dobili, to sem jaz spraševal, bodo dobili sklepe na dom, kjer bojo podpisali prijem,
tako da je s tem podpisom že potrdino, tako da ni treba dati soglasja, pa tisti bo pa dobil pač na papirju, ki je tukaj, ali pa mislim na občini, ali pa kje druge bo pa podpisal na papir, da je prijel. In s tem bo dal en tak soglasje. Zdaj, z občinske strani bo predstavnik direktor, potem bo Silvo Režek in pa Blaž Repinc. Mislim, da mora biti finance in pa pravna služba zagotovljena zaradi tega, da vemo kako in kaj. Da ne gremo, lahko delimo bombončke, na koncu bomo pobirali kamne. Jaz mislim, da je prav, da gremo po pamet. Potem grem zdaj kar po vrsti teh listah je Andraž Čolarič, potem Boštjan Mencinger, Jure Sodja, Melita Štros-Mavrič, Aleksandar Komar in pa magister Klemen Urh. To je bil predlog. Jaz mislim, da jaz tega ne bom dal na glasovanje, ker je pač komisija to, mislim, ker ste pač to predlagali. Meni je to v redu, je 9 število, ki mislim, da je kar v redu, ni preveč, tako da bomo v teh dneh dali te razposlati sklepe, zato da to čim prej zaženemo. Zdaj bi dal pa zato še komisijam besedo, se pravi stališče komisije za urejanje prostora. Nismo. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo se seznanja s poročilom o porabi proračunske rezerve o pojavitvi COVID-19. Hvala lepa. Komisija za turizem in kmetijstvo. Komisija za turizem in kmetijstvo se seznanja s poročilom o porabi proračunske rezerve o pojavitvi COVID-19. Hvala lepa. Odpiram prvi krog za razpravo. Ni. Potem bom predlagal. Ja, prosim. Nisem videl. Na tem mestu jaz bi se rada samo zahvalila občinski upravi civilni zaščiti, ker se mi zdi prav, da se tudi z naše strani zahvalimo, bom rekla tako, ko ste odreagirali, ker v času, ko recimo občani nismo mogli nikjer kupiti nobene maske, smo jo dobili brezplačno na dom. Tako da hvala v tem primeru za vašo skrb pa za podporo. Hvala lepa. Ja, prosim. Jaz bi sam vprašal, ali bomo podrazno to mojo pobudo obravnavali ali da se zdaj oglasim pri tej točki? Kar se tiče ukrepov. Lahko jo zdaj pri tej točki pač. Lahko? Ja, kar. No, jaz bi sam prebral pobudo, ki sem jo poslal. Se navizuje v bistvu na to točko, kjer jo zdaj obravnavamo. Nisem videl, na kakšen način jo bomo obravnavali, zato bom zdaj uskočil. Jaz sem predlagal, da se predstavi vse ukrepe, ki so bili izvedeni v marcu in aprilu, vezane na državne ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, torej celoten občinski odziv na trenutno situacijo. Prav tako prosim, da predstavite v grobem vaša pričakovanja glede vpliva na občinski proračun, predvsem na prihodkovni strani in na kakšen način boste ukrepali na odhodkovni strani. Zanima me, kako razmišljate glede pomoči podjetjem, tudi glede občinskih najemnin, predvsem turistično-gostinski panogi in vsem ostalim podjetjem in podjetnikom, ki bodo pričakovano najbolj na udaru zaradi sprejetih državnih ukrepov. Menim, da bodo posledice sprejetih ukrepov za zajezitev virusa za bohinjsko gospodarstvo, ki je pretežno vezano na gostinstvo in turizem, lahko kratkoročno zelo hude in da je treba ustrezno reagirati. Na število nočitev in obisk turistov je vezan tudi pomemben del občinskega proračuna. Recesija, ki bo sledila, oziroma smo zdaj že v njej praktično, ne bo prizanesla nikomur. To se pravi, ker je zdaj seja že tudi po tej vladni obravnavi tega drugega paketa korona ukrepov. V bistvu me zanimajo te vaši pogledi, ker tudi jaz se pridružujem Tanjinem mnenju. Res se mi zdi, da je civilna zaščita oziroma da ti ukrepi, ki so bili do zdaj izvedeni, so bili primerni. Pač res očitno smo tudi dobro imeli srečo. Čeprav jaz se včasih pohecam, da v Bohinju, glede na to, kako radi hodimo k zdravniku, bomo žal imeli prej mrtvega, kakor dokazano okuženega z virusom, če lahko meham se v teh časih pošalimo, tudi črni humor ne škod. Tako da v bistvu to bi rad meham slišal,
na kakšen način razmišljati, da je eno je ta komisija v redu, ampak da bi imeli taken seznam teh ukrepov, ne, zdaj tle smo imeli finančno, kako smo ukrepali, nimamo pa nikjer teh korakov. No, to sem v bistvu želel in to upam, da bomo zdaj dobili. Hvala. Hvala lepa. No, če jaz lahko kar z moje strani rečem, mi smo že sedeli skupaj, šli smo, kar se tiče pogledati stanje, ki se predvideva, a ne, težko je zdaj reči, to bo točno tako, ker tudi država ni še točno določila, marsikje se zdaj še ugiba, kako in kaj bojo naredili. Več stvari pride naenkrat z različnih strani in je treba vmes nekako tudi z strani SOS-a, to je skupnost občin, je nekako napotek, da ne bi ne vem kako hiteli, da se počaka in da se nekako naredi enotne ukrepe, ker da ne bi določene občine za kakšno stvar solirale, ker potem potegne tudi druge za sabo. Jaz moram reči, da so mene že klicali, ker kot veste, nismo podražili komunale, ki je bil predvidena in na Jesenicah so že rekli, da smo jo znižali in je že rato halo, tako da smo razložili, da nismo znižali, ampak da nismo podražili, da smo pustili stanje tako, kot je. Pregledali smo prihodke, ja, verjetno, da zdaj kakšen scenarij bo, žal ne vemo, upamo, da ne bo tisti najbolj črn. Zadeve bojo nižje, takse in vse drugo, tako da bo treba na tem ukrepati. Rebalans je neizogiben, to se moramo zavedati. Ravno tako gremo s stvarmi, ki jih zaenkrat zamikamo. Na občino je pa tudi prišel ukrep, ali pa ukrep, rekel, da se zamaknejo vsa plačevanja, recimo ljudi nam, za 60 dni. Občina mora pa plačati račune v 8 dneh. To je tudi en od ukrepov, ki je pa prišel, ki ga že izvajamo, tako da je še dodatno podaljšal zadevo, ko dobiš ti položnico, imaš 60 dni časa, da jo plačaš. To je državna direktiva bila, to ni bila naša. Mi smo zamaknili določene zadeve samo za poznejše plačilo, možnost, kar smo zdaj lahko dali, smo se dogovarjali, možnost obročnega odplačevanja in pa vsa vplačila, ki so taka, tudi NUSZ bomo dali za poznej. Treba se je pa dogovoriti, tudi ta komisija, zato je to in pa mi se moramo dogovoriti, na kakšen način in pa kakšne ukrepe bojo čim boljši. Zdaj zavedati se morate, mislim, da je vsem jasno, da kakšnih težkih denarjev ne moramo dajati. Moramo pa nekako spodbujati ali pa pomagati za to, da tam, kjer lahko, ker tudi občina sama, kot občina, kot ustanova, moram reči, bo imela kar stroške ali pa nalogo, to je ena izmed tega, je verjetno že kar vrtec, tam tudi ne vemo točno, kako se bo država lih obrnila, imamo take in drugačne navodila, ker bo treba kot ustanovitelj tudi poseči noter in pa reševati zadeve, tako da zaenkrat smo se dogovarjali, da bomo pogledali zadeve glede najemnin, zamaknili vsa plačila že na splošno, zamaknili NUSZ poznejši čas in pa za vso stvarjo šli čim pozneje, zaradi tega, da probamo uskladiti zadeve z državnimi, zato da ne bomo nekaj podvajali, pa da nekaj naredimo, kar bi morbiti bilo mogoče kje druge boljše, na drugačen način. Ne mislim s tem, da se zdaj izmikamo, daleč preč od tega, ampak poskušamo tudi z rebalansom čim pozneje, zaradi tega, da ne bomo zdaj pohteli, pa bo prišlo pa še kaj vmes, pa nas še kaj bolj udarilo in bomo imeli pa še bolj spremenjeno sliko, kakor je. Jaz bom rekel, zato si želim, da tudi današnja seja tukaj je zaradi tega, mehen štartamo zaradi tega, da se začnemo zdaj zgovarjati, da ne bomo tik pred zdajci, da ne bomo pa na brzino nekaj se odločali, ampak da gremo zdajle, ko imamo mogoče, če rečem lahko temu, še malo časa, še ni vse 100% zagnano, ampak da se zdaj že začnemo zgovarjati, da tudi date predloge, da dobimo predloge, da se začne iskati rešitve, kako in na kakšen način bi lahko na kakšnemu področju pomagali. To, ki je zdaj moje, zdaj, če ima mogoče direktorke ali pa pričakujem pa, no, ne zdaj, da bi nas vi rešvali, ampak tudi od vaše strani pogojev, jaz ne mislim to, da bi zdaj mogli, lik zato smo rekli, da damo to not, da bi bilo to nekako transparentno, da pridejo
strani ljudi, ki so vpeti v to, bom rekel, tudi obrtniki, tudi turizem, da vejo na kakšen način. Ker sami veste, da odločitve pa padajo, so pa enkrat take, enkrat drugačne, pa se hitro spremenijo in zdaj mi lahko gremo takoj v en kakšen ukrep, pa rečemo, to je, pa se bo pa spremenil. Jaz mislim, da je pa resno, moram povedati, da smo nekako v dogovoru z vsemi občinami, tukaj Zgornja Gorenjska govorim, tudi dol tam do Tržiča, da se nekako držimo enih, da ne prehitevamo in da ne hitimo s kakšnimi odločitvami. Bi rekel, da bi zdaj zasolirali, pa rekli, da mi to se fajn naredim, pa ne mislim, da zdaj moramo čakati druge, daleč od tega, ampak nekako je bila neka usmeritev, da gremo, vsi nekako priporočajo tudi, da se gre po pamet in res z glavo naredimo tisto zadevo, pa res pogledamo, kje lahko res pomagamo, brez kakšnih zadev, ki bo pa škodovala tudi občin. Tu morate vedeti, da moramo nagledati na občino, ne zato, da bomo mi držali denar ali pa da ga bomo imeli, ampak zato, da bomo to izpeljali čim manj boleče za vse, ker boleče pa bo, to pa sigurno. To se moramo zavedati. Če lahko jaz, zdaj, jaz sem prosil, da se tudi, mislim, če lahko te ukrepe, če jih pa lahko vsaj pisno dobim, če jih, to, kar je bilo v marcu pa v aprilu, vse, kar je bilo do zdaj izvedeno, to bi si želel za to, da so ljudje seznanjeni, je bilo kar nekaj tega narejenega, dajte napisati, pa tudi to, kar je bilo zdaj rečeno. Zdaj, jaz pač prihajam iz gospodarstva, jaz imam malo drugačno filozofijo, jaz včasih mislim, da je tudi treba preskočiti, pa šele ugotavljati, da je voda v bazenu, ker če predolg čakaš, ponavadi večino stvari zamudiš. Zdaj, če dosti dolg čakaš, grejo problemi tako ali tako vsi mim, ker spod zemljo pa nimaš nobenega problema več. Tako da jaz mislim, da tle vseeno je treba biti dosta žuren, pravočasna pomoč bo pomenila bistveno več, kot ta pomoč bo prepozna. In zdaj bom pa prvo čisto konkretno vprašati. Mi imamo okrog 50 ljudi je zaposlenih na režijskem obratu v občinski upravi. Ali se tukaj pričakuje, da bo treba kaj zmanjševati število zaposlenih? To je moje prvo vprašanje. Jaz nisem zaenkrat, ni podatka, da mogo zmanjševati, nekaj je šlo na čakanje, ampak to bojo prišli zdaj nazaj, ker se jim bo pač dodelil že del. Potem pač te projekti, ali zdaj računamo, da bomo te največje projekte še vseeno se speljali, ali bomo kakšne rezali, ali kje bomo zdaj varčevali, da razumem usmeritev. Ta del je to, prej sem rekel, da smo šli gledati prihodke, smo šli tudi pobrati vse te investicije in žal, bom rekel, doko, bo treba tudi kakšno investicijo rezati. Moramo speljati, rekel, ali pa smiselno bo prednostno tiste speljati, ki se zaključujejo, ki so že vse v teku in pa tiste, ki je odzad nekako sofinanciranje ali pa državni denar, ki čaka, pa je zagotovljen ali pa obljubljen, da bo, da te speljemo, tiste, ki pa mislimo, da so rizične ali pa da mogli bomo izbrati, zdaj pa treba pač privagati kaj in kako. Tiste investicije mislim, da že tečejo, da bo treba naspeljati, da rečemo tamle Češnica, Stara Fužina ali pa to so v teku in to moramo spraviti skozi. A lahko še jaz čist smehen tlele. Skratka, tako kakor je župan rekel, kar se tiče projektov, ki so vezani na bodisi državna sredstva, bodisi na evropska sredstva, je bilo predvsem zdaj važno, veste, ker nekaj so tudi ustavili izvajanje teh sredstev, ampak kakor vem, zdaj 23. člen smo kar, oziroma je župan pred dnevi podpisal pogodbe, skratka se temu sledi. To pomeni, da te projekti, jaz mislim, da niso vprašljivi, ker je v bistvu dobra stvar, da bomo te sredstva počrpali. Zdaj, kar se tiče pa, če smo sam prihodkovne strani, ker v bistvu se tle vse stvar, koliko bo plusa na tuk stran, se bomo lahko na minus stegnila. Jaz, oziroma sami vidite, da je razprave na to temo v državi velik. Eden izmed zadnjih pobud je tudi dvig povprečnin za občine, ampak te zadeve so še vse v megli. Tudi korona zakon 2, bodimo iskreni, da določenih interpretacij korona zakona 1 še danes nimamo, so v luftu. In tlele jaz se strinjam, da kdor, se pravi, če povzamem, kdor hitro da, dvakrat da, kar se pomoči tiče,
Tega se v bistvu skozi, se mi zdi, da tudi v vseh teh časih nekako zavedamo tukaj in res probamo zadeve naprej razmišljati, tudi ta komisija bo vse to skratka se naprej pripravila, ampak določenih konkretnih informacij oziroma informacij, da gremo na odločitve, ki bojo preveč na pamet vzete, pa na koncu vseeno lahko tudi kar nekaj škode naredimo. Zdaj, že kaj smo se tlele v teh razpravah, skratka država je v prvem korona zakonu rekla, da bo določene v gospodarstvu, se pravi vsaj likvidnost ali pa če hočete, da bojo zaposlitve ohranila, dala neko pomoč. Potem so zdaj že do drugega zakona ugotovili, kva vse je ven padlo. Zdaj ta drugi zakon, kakor jaz vem, je šele predlog, se pravi tudi, če ni zadeva pečena. In jaz mislim, da takrat, ko bo država, se jaz vem, da to ne bo spet ne bo do poletja trajala, ampak v naslednjih tednih pa verjetno, da se zadeva bo skristalizirala, da bomo lahko šele ugotovili, kje so luknje, se pravi, na koga je država pozabila ali pa kje je premalo zadevo spodbudila. Zdaj, gospodarstvo ali pa turizem, bom rekel, je po moje tema, ki je pa za nas seveda zelo pomembna, na drugi strani je pa toliko neznank, da je po moje, mislim, da je zelo težko določene ukrepe naprej predvidevati. Če gremo takoj v povezavi z nekimi prevozi, a bojo, potem kako so ljudje obnašali, a bojo rinili na javne prevoze oziroma brezplačne, ali je bolj ta denar, zdaj morate vedeti, da špekuliram, skratka enih dilem, enih neodgovorjenih vprašanj in tlele smo se predvsem zadeve do zdaj, bom rekel, pogovarjali, da se pripravi seznam možnih ukrepov. Potem, ko bojo enkrat domine padle, ko se bo videlo, tudi če danes ne vemo, dokdaj bomo imeli omejitev med občinami, a bomo to zdaj po 1. maju, a bomo naslednji teden, ali bo, skratka, tukaj enih neznank, da bi kakšne bolj konkretne, se pravi, kakšen prezgoden rebalans šli, jaz mislim, da bodisi, da lahko potem kakšne sredstva, ki bi lahko počakale, pa jih bi potem nekam res, ker bo potrebno porabili, da bi jih mogoče na hiter nekam dali in potem na koncu bi se izkazali, da zadeva seveda ni tako, da to, kar župan nekako je tudi vam predstavil, je nekako, smo mu pač po pogovoru, da ukrepi seveda pripravljati, pa sproti pa spremljamo tole situacijo tudi na strani prihodkov, ker seveda je padla in zagotovo bo z zamikam narasla, tudi ko bo gospodarstvo zagnal vse, ta zadeva ne bo čez jutri kar spet tako, kot je bila, ampak bo nekaj časa trajala. Na drugi strani pa velik del stroškov bojo seveda tudi tiste nujne stvari, ki jih bomo mogli zagotoviti, pa še v bistvu danes ne vemo, a bo država to refundirala, ali bo na koncu to ostal celoten strošek proračuna. Tlele morate vedeti, že po proračunu veste, da je vrtec še 800 000 rednih subvencij, zdaj pa preštejte temu zraven še izpad, k zaprtjem vrtca vsak dan nastaja, in te številke seveda ne bodo majhne. Tukaj mora biti cena. Župan, lahko še jaz oziroma se bom predvsej kratek rečem. Jaz mislim, da smo se nekako sporazumeli oziroma da je nekako osnovno vodilo čim hitrejše vračanje v normalne tirnice v okviru tega, kar se pač da priti v normalne tirnice, se pravi, ne vem, z enem ukrepe glede socialne distance oziroma medosebne oddaljenosti pa takimi zadevami. Osnovno vodilo, pa kakor sem že rekel, je čimprej poskušati stvari vzpostaviti v tako stanje, kar je bo, kakorkoli že, gospodarska škoda je evidentna. Težko je pa zdaj o povsem konkretnih zadevah, ker vidite, da smo bili zelo ažurni pri dozdajšnjih ukrepih, težko je pa govoriti ta trenutek že pred, bom rekel, ne samo pred vami, ampak tudi pred javnostjo, preden tega ne predebatiramo med sabo, tudi o ukrepih, ki jih bomo sprejeli glede tega, da, bom rekel, da gre življenje spet v normalne tirnice. En od teh, bom rekel, zadev je tudi ta, se pravi, poskušate normalno obratovati, je tudi ta seja občinskega sveta, ki je bila ena med prvimi, in jaz mislim, da ta trenutek za to debato, kakor sem že rekel, pred vami pa pred javnostjo je še prezgodaj, dajmo si še kakšnih 14 dni časa, poskušajmo, ne vem, tudi v okviru te komisije, kjer je predvsem mišljena v tem smislu, da se pač konkretni predlogi ali pa brainstorming, da tako rečem,
z vaše strani pridobi ali pa feedback z vaše strani svetnikov, ko verjamem, da boste navezovali tudi stike s svojimi ostalimi člani svojih svetniških skupin ali kakorkoli že, pa tudi s prebivalcami, da bomo to dobili in poskušajmo ta zadeve oblikovati kakor tuk, bom rekel, v en smiselen, celovit sklop, ki bo deloval tako, kot so zdaj delovale te ukrepe, ki so bili, bom rekel, so mogli biti gasilske, seveda, glede na to, kar je nas je gasilske v pozitivnem smislu, se pravi, da so bili hitro sprejeti, pa da smo hitro reagirali, pa da bomo prišli s takimi zadevami pred javnostjo, s konkretnimi številkami in s konkretnimi ukrepi, ki bodo. Zdaj pa jaz mislim, da ta trenutek še težko vam zdaj rečem, ker kakorkoli se zdaj situacija, ne vem, prej župan rekel, da odpuščali ne bomo. Ja, mi smo ves čas poskušali tudi na občinski upravi obratovati, kakor tukaj normalno, seveda je večina ljudi oziroma večina delavcev delal od doma, ampak vse vloge tiste, ki se lahko obdelajo na tak način, da njim prihajajo od osebnih stikov, smo poskušali obdelati in ažurno odgovarjanje na to. Župana mislim, da lahko povem, da so tudi že razmišljali, da začnemo z manjšanim obsegom, sprav, ne vem, predvidoma 4-urno delovanje sprejemne pisarne že v prihodnjem tednu ali pa vsekakor pa, čeprav ta trenutek težko rečem, da to res bolj v prihodnjem tednu, tle vselih še treba en sestanek en pogovor z samim štabom civilne zaščite pa preučiti razmere oziroma so te projekcije glede širjenja virusa, ki naj bi bile zdaj pozitivne v smislu temu, da se ta zadeva ne bo ekspanzivno več širila, je treba vselih doreči, ampak nekako v tem smeri razmišljamo. Se pravi, osnovno vodilo je poskušati zadeve spraviti v čim bolj normalne tirnice, kot so bile pred samim virusom. Virus sigurno ne bo kar tako izginil, verjetno bomo, ne vem, marsikakšna stvar, recimo, ne vem, se pravim, se zelo zdaj na pamet govorim, ampak bolj kot primere dajem, ne vem, verjetno bo javni prevoz čez kakšen mesec ali pa 2 meseca potekal tako, da bomo imeli maske gor, ampak potekal pa bo in to jaz mislim, da je tista stvar, ki je bistvena za občinsko upravo. Lepa, no tudi jaz moram reči, da sem rekel, da ne smemo hteti, nisem mislil, da bomo to delali v jesen ali pa poj. Se strinjam s tem, da včasih, ko hitro daš, dobro daš, ampak pravim tako, ki je bilo že povedano, nisem pa mislil zdaj za mesec poznaj, ampak zadevo speljati na način. Ok, jaz si res to želim, da smo še naprej tako proaktivni, ker te ukrepi, ki smo jih do zdaj sprejemali, pa ne me narobe zastovali, ampak so bili relativno enostavni. To smo rekli, zapremo, danes smo te stvari, ni bilo nič posebej tako zahtevanega, kot bojo zdaj zahtevni ukrepi, ki jih bomo mogli zdaj sprejeti. Te bojo bistveno zahtevnejši, bolj bo treba razmišljati o njih in zato je zdaj že čas, da o tem začnemo razmišljati. Tudi če bomo se nagovorim, da bomo jih odreagirali, ampak da jih imamo pripravljene, zato sem hotel, da bi danes bolj že konkretno o njih predebatirali, tudi zato, da vidim, na kakšen način razmišljate, da ne bomo na naslednji seji pa imeli pred sabo že rebalans, kdaj je predviden rebalans? Mislim, da na naslednjo sejo ni še predviden. Ne, mi smo se pogovarjali, če se ne motim, prejšnji teden smo se pogovarjali, čujem, ki nimam zvočnika, imam tam nastopu. Mi smo se prejšnji teden pogovarjali, da v rebalansu razmišljamo oziroma začnemo resno štartati čez en mesec, se pravi, ta terminski plan, kot smo ga imeli ponavade, junijska seja bo predvidoma rebalans obravnavan. Predtem sigurno ne. Naslednja seja občinskega sveta je planirana 21.5., če imam prav v spominu, in jaz mislim, da če bo situacija tako v to smer potekala, kot ta trenutek poteka, to tudi seja, kjer bi, oziroma bo tudi normalna seja, ker bomo tiste točke, kot se pri programu obravnavale. Nisem jaz zdaj mislil, da zdaj ne bi smeli razpravljati, se pravi, lahko ta brainstorming upravimo oziroma o teh ukrepih, kjer bi mogli sprejeti, že zdaj naredimo, oziroma celo pozitivno bilo, da bo. Mislil sem pa o tem, da bi prosil, da konkretnih zavez v tem ne ta trenutek ne dajemo, zato ker
moramo pred še določene izračune pa projekcije narediti, da bomo lahko konkretne zaveze dajale. Samo to sem hotel reči, nič drugega. Tako, saj moj predlog, če ga še enkrat preverjam, meni zadostuje, da na seji predstavite oziroma nam v pisni obliki posredujete vaše poglede in takrat razpravljamo o tem, kako bi za naslednjo sejo pripravili. To je bila moja želja. Zdaj, mogoče eno vprašanje za Silvata glede likvidnosti, a tle pričakujemo kakšne težave, kako nam tle kaže? Ja, takole, občina Bohinj je ena izmed 23 občin v Republiki Sloveniji, ki je vključena neposredno v zakladniški račun Republike Slovenije, tako da na tem segmentu ni težav. Ok, super. Pa še, ker pač je jasno že zdaj vsem, da bo ta upad prihodkov bo relativno velik, hkrati bodo tudi izdatki na nekaterih delih, kot je vrtec in podobno, bistveno višji. Me zanima, kakšno je stališče župana do zadolževanja, se pravi, da bi namesto tega, da bomo krčali projekte, ki so predvideni, pa ki jih imamo namen speljati, da bi se nekoliko več zadolžili pač za tiste projekte, kjer se to da. Kakšno je stališče župana? Ja, moje stališče je tako, jaz moram reči, da sem to že pokazal, takrat smo rekli, da se zadolžimo za vrtec, če bo tle potrebno, pa če bo pač usmeritev strani finančnikov, ki imamo na občini, moram reči, zdaj to tako govorim, ampak ja, če bo treba to, ampak v danih možnostih za to, da se ne bomo pa zakreditirali preveč. To pa še zato, da ne bomo vreč vzeli. Drugače pa mislim, da kakšne nujne zadeve, ki bo treba speljati, bo verjetno treba tudi na tak način reševati. No, moja pobuda tle gre, da nismo tle preveč prestrašeni oziroma imamo občutek, da se tega zadolževanja vedno otepamo. Če je kdaj čas primeren za to, da se zadolžimo, je to zdaj. Tako kot to država počne, se jo pač v tem obsegu, kjer se da, se je dosti so jasna pravila, za kire stvari se sploh lahko zadolžimo. Tako da ne pričakujem, da bomo tle še neko ekstreme. Štimir. Ja, še enkrat bom ponovil, pač, ne vem, stališče župana o tem zadolževanju je lahko konkretno ali pa ostane tiho. In rekel sem, ne vem, če je vprašanje, ali bomo odpuščali delavce na režijskem obratu, ne vem, jaz pač to tako razumem, kakor da imamo nekje zapisana že imena. Čeprav o tem sploh še nismo razmišljali. In kakor sem že rekel, zame se to, a je stališče župana o zadolževanju, kakšno je stališče do zadolževanja, je zelo konkretno stališče in konkretna zadeva, ker župan je pač prisiljen, da to pove, a misli, da se bomo zadolževali ali misli, da se ne bomo zadolževali. Jaz mislim, da je pa prezgoda o teh tako konkretnih zadevah govorite. Ena od možnosti je tudi zadolževanje, stališče do tega je pa nekaj druga, je pa že zame precej konkretna zadeva. Sej zato sem jaz župana vprašal, ne direktorja, ne vem, zakaj se zdaj direktor tlevaš. Jaz sem direktno hotel odgovor od župana. Jaz sem ta vprašanje zastopil tako, da mogoče razrešim z te strani. Kakšno je moje mnenje, če bi se morali zadolževati? A sem za to ali ne? Jaz sem to tako. Tako, sej to je tako bilo mišljeno, zdaj te direktor ima malo težave z razumevanjem, ampak tako točno tako je bilo to mišljeno, ne? Dobro. Ne vem, kdo skače v besedo, direktor, bo treba majhen, da se seznaniti, kakšna so pravila igre. Hvala. Evo, druga pa nimam niti vprašanj. Hvala. Hvala lepa. Še kdo, prosim, Jure. Ja, hvala lepa. Mogoče iz tega, kar je bilo zdaj nekako izvajan, bi samo povzel, da moramo biti ažurni, to se pravi občinska uprava, ažurni, to se pravi iz momenta v moment se res stvari spreminjajo. Jaz sem po 6 ur na dan zdaj na raznih webinarjih po celem svetu in se res menjajo stvari. Ampak mogoče, če se je komisija že ustanovila, jaz res predlagam, da začnemo včeraj delati. Ker če naš drugega, kakšen tedenski ali pa še celo več kot tedenski Skype meetingi ali pa kaj podobnega bo konkretno nujno, če bomo probali kakšne te stvari ujeti. In jaz mislim, da tle moramo začeti včeraj. Hvala. Hvala lepa. Še drugi krok. Odpiram drugi krok. Ima še kdo kakšno vprašanje? Če ne, bi se jaz zahvalil Silvo za razlago.
pa predlagal bi sklep, zdaj sicer res nimam sklepa tle do konca napisanega, ker nismo vedeli. Jaz predlagam, da se občinski svet občine Bohinj seznanja za ukrepi o uporabi sredstev proračunske rezerve, ker je točka pač temu namenjena, to, kar smo imeli zdaj tukaj za razpravo, je pač bila izkoriščena prilika, da o temu debatiramo. Pa bi prosil, da če spremete sklep, občinski svet občine Bohinj se seznanja z ukrepi uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna občine Bohinj za leto 2020. Kdo je za? Hvala lepa, sklep je sprejet. Prehajamo k točki 5, poročilo o poslovanju osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2019. Jaz bi tle prosil stališče Komisije za negospodarske dejavnosti. Dober dan, Komisija za negospodarske dejavnosti se je seznanila s tem poročilom in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Zdaj jaz moram razložiti, mogoče za ljudi, ki nas gledajo, mi nimamo, ker je bilo pač to zgovorjeno tako prihajanje z občino in pa z drugih občin, so razpravljavci, mi nimamo zdaj razlagalcev teh poročil. Komisije je pač dobili ste gradivo na dom, zdaj če so mogoče v razpravi, ki bom odprl kakšno vprašanje, bi prosil, če so res vprašanje, pa jih naslovimo pač njih in potem od njih zahtevamo odgovore, da nam jih dajo. Nekako je bilo tako dogovorjeno, tako da jaz mislim, da ne bi zdaj mogoče samo obrazložitev kratko, ali se prebere ali ne vem, ni treba, ne. V redu, pa bi pa jaz prvi krog za razpravo, če ima kdo kakšno vprašanje v temu. Če ni, predlagam pa naslednji sklep, da občinski svet občine Bohinj se seznani s poročilom o poslovanju osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2019. Kdo je za? Sklep je sprejet, hvala lepa. Prihajamo na točko 6, to je letno poročilo Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2019. Tukaj je stališče Komisije za gospodarstvo in podjetništvo. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo se seznanja z letnim poročilom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2019. Hvala lepa. Ravno tako odpiram razpravo za ni. Predlagam sklep. Občinski svet občine Bohinj se seznanja z letnim poročilom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2019. Kdo je za? Hvala lepa, sklep sprejet. Prihajamo k točki 7, to je poročilo o poslovanju knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2019. Tukaj isto Komisija za negospodarske dejavnosti. Komisija za negospodarske dejavnosti se je seznanila s tem poročilom in predlaga občinskemu svetu, da to poročilo tudi sprejme. Hvala lepa. Jaz bi tle vred povedal, recimo, ker se tiče tudi Bohinje, moram reči, da knjižnica sama, ker se jo imamo tukaj, moram reči, da dobro deluje in da se je povečalo, kar dosti povečala odzem knjig, tako da je to uspešno in da so v pozitivnem stanju, plusu in pa bistvo je to, da Bohinjci kar beremo, no, tako da je podatek, da knjige grejo v promet, bom rekel, ne za prodajo, ampak v branje. Odpiram razpravo. Ja, prosim. Lep dober dan, še z moje strani. Jaz bi vas pa rada sam vse obvestila, da je od danes naprej možna sposoja knjig v knjižnici in sicer tako, da jih prej naročite in potem prijete tja iskat. Se pa treba en dan prej zmeniti, no. Oddaje knjig pa ni možno, to še za vse ostale, da spremljajo. Hvala. Hvala lepa, super. Moram reči, da to so imeli na Jesenicah, jaz sem tega malo pogrešal. Mi smo imeli tudi, ampak po pošti, kar je bilo pa malo moteče, ljudje so rekli, da zdaj kilogram knjig, to je hitro, če mečkam debela, pa pride precej drago, da je to super zadeva, jaz moram reči, to je kar za pohvaliti. Hvala.
Še kdo? Če ne, predlagam sklep, da Občinski svet občine Bohinj se seznani s poročilom o poslovanju knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2019. Kdo je za? Sklep je sprejet. Hvala lepa. Točka 8. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občine Bled, Bohinj in Železniki za leto 2019. Tukaj bi prosil Komisijo za turizem in kmetijstvo. Komisija za turizem in kmetijstvo se seznanja s poročilom o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki v letu 2019 pripombo, da skupna akcija Mir, policije in TNP v predsezonskem času 2019 ni bila izvedena. Imamo še en sklep. Komisija za turizem in kmetijstvo predlaga občinski upravi občine Bohinj naj ponovno pozove policijo in Mir naj pripravita jasna navodila za kampiranje na privatnih zemljiščih. Hvala lepa. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo se seznanja s poročilom o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bohinj, Bled in Železniki za leto 2019. Pri tem pa je postavila komisija tudi vprašanje pripravljavcem, in sicer dva. Prvo vprašanje, kako se pri izvajanju kontrole in nadzora hitrosti upoštevajo pravila glede parkiranja na privatnih zemljiščih, in pa drugo vprašanje, kako je potekalo sodelovanje med policijo in redarstvom. Hvala. Lepa še Komisija za urejanje prostora. Komisija za urejanje prostora se je seznanila z poročilom redarstva in sprejela sklep. Komisija za urejanje prostora se seznanja s poročilom o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občine Bohinj, Bled, Železniki za leto 2019, 8 za. Hvala lepa. No, na eno vprašanje bom mogoče jaz lahko odgovoril, zdaj pa ni merodajno, bom rekel, da je to prav, da oni odgovorijo, ampak kar sem se jaz pozanimal, pa sem sprašal tudi druge, bom rekel tudi na policiji, ne tle druge, ki se mogoče tudi s tem ukvarjajo, s temi odnosi, mi je bilo povedano, da je zadeva urejena. Mislim, začetka so bili kar precej napeti, no zdaj pa moram reči, da tudi sodelovanje je boljše, da se že dogovarjajo o teh sodelovanj, skupnih akcijah, tako kot smo takrat govorili, tako da jaz mislim, da kar je mene poznano, no, so se zadeve umirile. Začetka je pa bilo precej napeto. Moram reči, kar se tiče redarstva, tudi moram povedati, da tudi tukaj piše, ste brali poročilo o nadzoru hitrosti. Moram reči, da so oni imeli zahteve veliko večje, priznam. Jaz sem se odločil, ne da je brez, mogel sem se odločiti pač na to, kar imajo zdajle podatke. To dobite zdaj enkrat v tistem tednu delajo kontrolo. Moram reči, da dobivam tudi kakšne grozilne pisma, kar se tiče teh meritev hitrosti, tako da je tudi z te strani, ampak gledajte, jaz moram reči, da zadeva se je marsikje umirila, nič več ne pride, nič več ni zahtev ljudi po temu, da naj damo podatke, a se kaj naredili, se ne naredi, da ljudje dirkajo. Tega ni. Včasih je bilo to non-stop, zdaj so to malo zamenjala druga pisma, ampak se pa zboljšuje stanje, ker jaz mislim, je pa nekaj, še nekaj zmeram takih, ki tega ne upoštevajo, jaz mislim, da se je tudi to popravilo. Kar se tiče teh meritev hitrosti, vztrajam na temu, da se meri na pošten način, da ne bi slučajno merili nek zato, da bi služili. To sem tudi jaz proti, pa jaz upam, da do tega ni tle prišlo. Kar se tiče parkiranja, ja, to vprašanje nam morajo jasno dati povedati, ker enkrat rečejo, da ne, enkrat ja. Jaz mislim, da ko sem bil, moram reči, v Tržiču na pogovorih pri policiji, kličejo vse župane takrat in povejo, z Ljubljane pridejo, Kranjska Gora, to mi že mogoče takrat omenil, ampak Kranjska Gora je imela kar nekaj teh kazni za parkiranja pa teh avtodomov. Druge občine pa ne, in smo druge občine že tam zahtevali, da se more to narediti tudi na nivoju policije in je bilo tam sklenjeno, da to more. To je direktor policije
Gorenjske tle Kranj vodja zahteval od njih in da morajo dati v plan. Tako da jaz mislim, da bo to kaj boljš potekal, je pa res, da te vprašanja, ki so tukaj naslovljene, jaz mislim, da ne bom redati. Da pridemo na čisto lahko ali ne, ker enkrat je informacija, da ja, enkrat da ne, tako da vemo, kako se obrniti. Še kdo, kakšno vprašanje? Se pravi, jaz bom to naslovil na redarstvo in pa tudi na policijo, da nam oni tudi dajo, ker določene zadeve tudi, kar se tiče teh ukrepanj, zdajle smo marsikakšno stvar dali na policijo in oni dajo naprej in dobimo tudi odgovor, ker se mi zdi najbolj fair pa najbolj pošteno, zato da nismo nekje aja ali ne, ampak da dajo tako, ki je. Zdaj, če nimamo vprašanj, bi predlagal sklep, da občinski svet občine Bohinj se seznanja s poročilom o delu medobčinskega inšpektorata redarstva občine Bled, Bohinj, Železniki za leto 2019. Ne bom dodal teh vprašanj, ampak bom vseh se to ve, da bo. Kdo je za? Hvala lepa, sklep je sprejet. Prihajamo k točki 9. Poročilo o poslovanju osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjske Bistrice za leto 2019. Tukaj bi prosil stališče Komisije za negospodarske dejavnosti. Ja, hvala lepa. Komisija za negospodarstvo se je seznanila s tem poročilom in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Tudi odpiram razpravo. Kakšno vprašanje za... Če ni, predlagan sklep, da občinski svet občine Bohinj se seznani s poročilom o poslovanju osnovne šole dr. Janez Mencinger, Bohinjska Bistrica za leto 2019. Kdo je za? Sklep je sprejet. Hvala lepa. Prihajamo k točki 10. Poročilo turizma Bohinj Zavoda za pospeševanje turizma za leto 2019. Pa bi prosil stališče Komisije za gospodarstvo in podjetništvo. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo se seznanja s poročilom turizma Bohinj za pospeševanje turizma za leto 2019. Lepa, Komisija za turizem in kmetijstvo. Komisija za turizem in kmetijstvo se seznanja s poslovnim poročilom turizma Bohinj Zavoda za pospeševanje turizma za leto 2019. Hvala lepa. Odpiram prvi krog razprave. Če ni, predlagan sklep. Občinski svet občine Bohinj sprejme poslovno poročilo turizma Bohinj Zavoda za pospeševanje turizma za leto 2019. Kdo je za? Hvala lepa. Sklep je sprejet. Prihajamo k točki 11. Predlog za oblikovanje oddelkov in zvišanje normativa v oddelkih Zavoda osnovne šole dr. Janeza Mencingerja za organizacijsko enoto Vrtec. Ja, prosim. Jaz gledam samo to stran. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Kot ste videli v gradivu, je bil letos vpis v vrtec zelo velik. Je presenetil tudi nas, tako da vpisali se je na novo 49 otrok in 10 namer smo dobili. To so otroci, ki s 1. septembrom še ne izpolnjujejo vseh pogojev, niso dovolj stari, ampak jih potem tekom leta, večinoma tam do decembra, izpolnijo in se naknadno vključijo v vrtec. Glede na podatke, ki jih imamo, v šolo pa gre letos iz vrtca samo 44 otrok. Glede na podatke, ki jih imamo trenutno, smo predlagali 11 oddelkov in v vseh oddelkih zvišan normativ plus 2. Tako mislimo, da bi v bistvu na začetku v 1. septembru imeli 5 prostih mest za 10 namer, ki bi jih potem tisti, ki bi pač prišli na vrsto, ker še vedno se vsako leto zgodi, da kakšen od teh otrok, ki je vpisan, kasneje se ne vključi v vrtec.
Toliko glede tega oddelkov in opisa, če ima še kdo kakšno vprašanje. Hvala lepa. Stališče Komisije za negospodarske dejavnosti. Ja, naša komisija je obravnavala to in predlaga, da se občinski svet podpre ta omenjeni predlog. Hvala lepa. Odpiram prvi krog razprave. Če ni, predlagam občinskemu svetu sklep. Občinski svet daje soglasje k oblikovanju 11 oddelkov in zvišanje normativa v oddelkih zavoda osnovne šole dr. Janeza Mencingarja za organizacijsko enoto vrtec v šolskem letu 2020-2021. Kdo je za? Hvala lepa. Sklep je sprejet. Prihajamo k točki 12. Predlog za oblikovanje programa in odpiralni čas v zavodu osnovne šole dr. Janeza Mencingarja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec. Obrazložitev nam bo ravno tako podala gospa Tanja Smokavec, prosim. Do zdaj smo vsako leto v našem vrtcu razpisovali dnevne in 5-urne programe. Zasledili smo, da potreba po 5-urnem programu upada, ampak smo kljub temu v dogovoru z občino še vedno letos razpisali oba programa. Izkazalo pa se je, da se je v 5-urni program upisalo premajhno število otrok, tako da smo se odločili, da bomo naslednje šolsko leto izvajali samo dnevni program. Potrebo po podaljšanem delovnem času nismo zaznali, v bistvu ni bilo nobenih pobud staršev za kakršnokoli drugačno obratovanje, tako da bi ostali pri istem odpiralnem času vrtca. Hvala lepa. Stališče Komisije za negospodarske dejavnosti. Ja, naša komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme ta predlog. Hvala lepa. Odpiram prvi krog za razpravo. Ja, prosim. Fajdiga. Čeprav je bilo, lep pozdrav vsem, čeprav je bilo navedeno, ja, da ni potreb podaljšanem odpiralnem času, težko verjamem, da so v Zgornji Dolini vsi starši tako hitro prosti in mislim, da so gotovo vsi vezani na stare starše, da hodijo po otroke, tako da mislim, da bi lahko tudi v Srednji vasi bil vrtec dalj časa odprt. Sploh glede na to, da je zdaj edina izbira ta dolga varianta, mislim, da lahko tudi strani vrtca nekako pristopijo k staršem in marsikomu po moje tudi pomagajo na ta način. Hvala lepa. Hvala lepa. Lahko kar takoj. Ja, prosim. Ravno v Srednji vasi smo opazili, da v bistvu te potrebe ni. Če bi starši večinoma grejo otroci že pred tem časom, kot imamo zdaj odprt vrtec domov. Tako da vedno, kadar starši izrazijo željo po podaljšanju, to tudi naredimo. Je pa tako, da če je to želja enega izmed staršev, verjetno, da občina ne bo za enega podaljšvala odpiralni čas. Ampak letos ni bilo nobene prošnje staršev. Glede na to, kako pa otroci odhajajo domov v Srednji vasi, pa zaenkrat ne vidimo mi potrebe. Če pa bo prišla pobuda, seveda bomo to dali na občino. Vse to je naša najmanjša stvar, kar lahko naredimo. Hvala. Gospod Jure. Ja, glede na situacijo se bojim, da bo treba to še kaj spreminjati, te čase in podobne stvari, če bo šlo tako naprej. Jaz bi tle predlagal, Tanja, da si v stalni komunikaciji z občinsko upravo in posledično tudi ta skupina, ta komisija, ki bo COVID obravnavala, se bo verjetno tudi mogla pol obračati kontra nazaj na tebe in vse odloke ministrstva in podobno. Tako da, če bo kakšna nujna stvar, po moje se zna zgodi, da bomo to še karkoli spreminjali. Glede na to, da nimamo prevelikega vrtca in tako, samo v razmislek, ampak drugače pa absolutno. Saj se strinjam, z obema se strinjam, ampak morate videti, da seveda, če podaljšamo delovni čas, to pomeni, da potrebujemo tudi več delovnega kadra, ker sistemizacija vrtcev je točno določena in seveda to morate potem tudi spet vi potrditi, če pride do podaljšanja delovnega časa, ker na dislocirani enoti, tako kot je vrtec v Srednji vasi, mora biti zagotovljena sočasnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 6 ur. Če smem dopolniti, gospod župan, absolutno mi je to jasno. Bolj sem šel v to smer, v določenih državah se odločajo o turnusih
v vrtcih, šolah in podobno. Zato sem rekel, da mogoče bo vse skupaj še zahtevno tudi zate in za občinsko upravo kasneje. Pa seveda tudi za nas, ko bo treba odločitev sprejemati. Hvala. Hvala lepa. Če lahko zdaj tukaj še rečem, ti podatki, to, kar smo zdaj dali mi vam v potrditev, to so trenutni podatki, ki jih imamo. Vsi se zavedamo tega, da lahko po tem času, ko bomo ponovno prišli v vrtce, da se bo zadeva spremenila, da bo mogoče več izpisov, ne vemo, da mogoče ne bo toliko otrok, ki so se upisali v vrtec, prišlo tudi dejansko v vrtec. Zato smo tudi pripravili si tak rezervni načrt z občino in s komisijo za sprejem otrok v vrtec, da bo prva stvar, ki jo bomo naredili, če bi se to zgodilo, velik osip teh v bistvu upisanih otrok, da bomo šli na tako situacijo, kot je bilo lansko leto, v bistvu na -1, da bomo šli ne na +2 v oddelku, ampak samo na +1 in je tukaj že v bistvu 11 prostih mest, ki jih ne bo, če bi se zgodila taka situacija. Hvala lepa. Jaz bi tle sam dodal, da upam, da nam zdaj tale situacija, ki je v zvezi s COVID-om, ne bo zakuhala kakšno zadevo, ker mislim, da bo najbolj udarna bo prav vrtec verjetno, ali pa problem, ali pa najpoznej, ne vem, mogoče bojo pa sprostili tako, da bomo mogli verjetno marsikaj razmišljati ali pa marsikaj narediti, kako, na kakšen način za to situacijo zdaj govorim, ki se nam zdaj dogaja, ne na splošno. Če lahko rečem, mi vsakodnevno v bistvu pride drugačna okrožnica in o čem ne razmišljamo, tako da sploh ne vemo, če razmišljamo o čem, ker čez 2 dni čez nekaj drugega pride ven. Tako da je najbolj, da res počakamo tista navodila ministrstva in bomo videli, kaj pa na kakšen način bomo zalaufali spet stvari. To sem to jaz pregovoril, ker pride čude teh odločitev z vseh koncev in ne veš, kjer je tisto. V redu, še kdo? Ne. Potem predlagan sklep, sta 2. Občinski svet daje soglasje za oblikovanje dnevnega programa v obsegu od 6 do 9 ur v osnovni šoli dr. Janeza Mencingarja za organizacijsko enoto vrtec v šolskem letu 2020-2021. To je prvi sklep, kdo je za? Sklep je sprejet, hvala lepa. Drugi sklep je občinski svet daje soglasje k odpiralnem času osnovne šole dr. Janeza Mencingarja za organizacijsko enoto vrtec v šolskem letu 2020-2021, ki velja za Bohinjsko Bistrico od 5:30 do 16:15 ure, za Srednjo vas pa od 6 do 15:15 ure. Kdo je za ta sklep? Hvala lepa, sklepa sta sprejeta. Prihajamo k točki 13, soglasje k sistematizaciji delovnih mest v osnovni šoli dr. Janeza Mencingarja, Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2020-2021. Pa bi prosil še. Glede na to, da se število oddelkov ne spreminja, ostaja vse enako, tudi sistemizacija delovnih mest ostaja enaka, ker se je samo v vsakem oddelku povečalo število otrok za enega. Smo pa glede na to, kakšne potrebe smo zaznali v vrtcu in na podlagi novega zakona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami zaznali, da bi potrebovali več svetovalnega delavca, zato smo tudi dali v gradivo oziroma za sprejetje na seji, če bi potrdili 0,13 svetovalnega delavca več, v bistvu je to zneske, ste videli, kaj to pomeni finančno, nekako smo pa tudi zagovarjali to s tem, da 0,20 vzgojiteljcev vsako leto nimamo, ker za 20% nikogar ne moramo zaposliti, da bi mogoče pa to kompenzirali tistih 20% vzgojiteljce z 13% svetovalnega delavca, ki bi nam zelo prav prišel. Ker v bistvu zdaj ga imamo 15 ur na teden in to je 1 dan pa pol, in v kombinaciji, tako da je res, vidimo pomanjkanje tudi zaradi tega, ker določeni otroci s posebnimi potrebami imajo odločbe, potem pa ne dobijo teh ljudi, ki jim pripadajo po odločbah. In v tem primeru bi ta svetovalni delavec tudi en del tega lahko pokrival. To glede tega, pa glede dodatne sistemizacije ste tudi videli,
To, kar je dano za dodatno sistemizacijo, v bistvu pripada po zakonu, a ne. Tako da tle v bistvu sploh ni ja ali ne, v bistvu to je treba potrditi, čeprav se zgodi, naprimer surdopedagoga, ki pripada eni deklici, nimamo. Upamo, da ga dobimo s septembrom, da bo lahko punčka obravnavana tako, kot bi mogla biti, a ne. Ni pa to nič na strani vrtca, mi vložimo vloge in če ne dobimo tega, pač te pomoči otrok nima. Hvala lepa. Prosim bi komisijo za negospodarstvo. Mi smo na naši komisiji upravili poglobljeno vsebinsko razpravo o tem in smo soglasno podprli to željo uprave šole in vrtca po tem dodatnem oziroma dopolnilnem delovnem mestu in smo tudi ugotovili, da finančno to nastane občine, torej da si ne bi mogla tega privoščiti. Hvala. Tako da predlagam, da sprejmete svetnice pa svetniki v imenu komisije. Hvala lepa. Odpiram prvi krog razprave. Če ni, predlagam dva sklepa. Prvi sklep je občinski svet občine Bohinj daje soglasje k sistematizaciji delovnih mest za šolsko leto 2020-2021 osnovni šoli dr. Janeza Mencingarja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za 11 oddelkov v skupnem številu 32,69 zaposlenih. Kdo je za ta sklep? Sklep je sprejet, hvala lepa. In pa drugi sklep, občinski svet občine Bohinj daje soglasje k dodatni sistematizaciji delovnih mest za šolsko leto 2020-2021 osnovni šoli dr. Janeza Mencingarja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec. Kdo je za ta sklep? Hvala lepa, sklepa sta sprejeta. Zahvaljujem se za razlago, hvala lepa. Prihajamo k točki 14. Tukaj bi dal tisto točko gospod Jure Sodja, ki smo razširili. To so vprašanja, pobude in pa kombinacije, pa prosim. Ja, glede na situacijo, ki jo imamo, se mi je zdelo pomembno, da je naša komisija razpravljala o situaciji COVID-a za turizem in kmetijstvo, ki ga pokrivamo. Imeli smo razširjeno sejo s predstavniki Turizma Bohinj in Turističnega društva Bohinj, pa bi samo par točk povzel, kaj smo razpravljali. Razpravljali smo o tem, da je ključno, da se ne bo nižal cen, ampak dvigovala kvaliteto ter izkušnjo naših gostov ali pa še lepše strategije Turizma Bohinja, doseči večjo profesionalnost in odličnost vseh, ki oblikujejo izkušnjo obiskovalca. Potem je potrebna pravilna komunikacija na vseh nivojih in v vseh medijih. Potrebno je delati na kvaliteti storitev in odnosa do gostov. Imeli smo sicer provokativno, ampak vprašanje potencialnega zvišanja cen parkiranj. To idejo nismo sprejeli, to je tudi skupna ideja 12 županov, Julijskih Alp, tako da to absolutno ni šlo naprej. Potem dogovorili smo se, da je treba vztrajati na umirjanju prometa in javnem prevozu s potrebnimi rešitvami, seveda, če bo to potrebno razkuževanje, omejevanje števila potnikov in seveda odmik v parkirišču od Jezerske sklede, kar je zastavljeno v Bohinju. Potrebno je povezovanje lokalnih proizvajalcev in ponudnikov nastanitev, da bi kot celotna skupnost iz prehajajočih obdobij iztržili čim več oziroma bi bile posledice čim manjše. Pomembno je medsebojno sodelovanje. Potrebno je še naprej aktivno sodelovanje na vseh nivojih preko skupnosti Julijskih Alp, tudi z MGRT in STO, kamor so bili posredovani dopisi in ukrepi, ki naj jih država upošteva v tretjem valu ukrepov za pomoč gospodarstvu, natančneje turizmu, ki v dosedanjih ukrepih pomoči ni bil deležen. Potrebno je spremljanje ukrepov NIJZ, navodilo usmerite pri rahljanju in sproščanju ukrepov, kako in na kakšen način zagotoviti varno okolje za delo, kasneje priprava tabel letakov in podobno o načinu obnašanja z dopolnitvami s COVID-19 ukrepi. Potem govorili smo o potencialni pomoči občine Bohinj, ena izmed konkretnih stvari je bila NUSZ, predvsem za hotele, kempe in večje nastanitve, naj se za obdobje prepovedi upravljanja dejavnosti preuči možnost zmanjšanja prispevka, da se plačila premakne v drugo polovico leta ali celo v drugo leto. Potem smo veliko debatirali o resetu razmišljanja, saj se v trenutni situaciji vidi, kako obremenjujoč je turizem za okolico in potreba ohraniti težnjo po ponudbi neokrnega in mirnega Bohinja. Imamo priložnost sedaj, da se pravilno odločamo za naprej. Za rešitve iz nastale situacije bo potrebno prilagajanje in sodelovanje, potrebna pa so tudi navodila
kot navodila za uporabo uhinja v navednicah za goste in domačine. Pripravi jih bo Turizem Bohinj še bolj rečeno dopolni, ker že obstajajo in jih predstavi tudi naši komisiji. Glede Ketista smo ugotavljali, da je obisk tržnice seveda beležil manjši upad, vendar ponudniki veliko izdelkov prodajajo tudi na domu ali pa so kupci izdelki dostavljeni na dom. Pri odkupu mleka in mesa cena pada, ponudniki, kateri mleko ne morejo dodati dodane vrednosti, so v trenutni situaciji na slabšem. Kmetijstvo je pred izzivom, kako produktom dodati dodano vrednost in jo ponuditi ter prodati lokalno in s tem iztržiti več. Pa še ribiška družina je povedala pač njihovo stanje, da imajo velike težave zaradi trenutno onemogočenega ribolova. Hvala lepa. Hvala lepa. Je še kakšno vprašanje, pobuda? Če ni, se vam zahvaljujem za današnjo sejo. Hvala lepa za udeležbo, hvala za vaše potrpljenje v tem okolju, bom rekel, ki je bilo malo bolj nerodno, pa upam, da se naslednjo sejo lahko že dobimo v starem prostoru, tako da bomo loži pravili. Hvala še enkrat, nasvidenje.